Tako, spoštovane in spoštovani, konec je našega odmora. Po dveh primerih dobrih praks bomo nadaljevali z našo konferenco, športno-marketinško konferenco v sport. Prvič premierno tukaj v Ajdovščini. Nadaljujemo program, imamo še 3 pestre programe in na koncu tudi še podelitev priznanj. Tako da vas bo v družbo športnikov popeljala Petra Marc, ki je tudi sedaj predam besedo. Petra, izvoli. Dobar dan in lepo pozdravljeni tudi z moje strani na prvi tej športno-marketinški konferenci v Ajdovščini. Eden od ključnih delov tega dogodka je seveda tudi pogovor s tistimi, ki imajo na tem področju svoje osebne izkušnje. Zato na oder z velikim veseljem vabim vrhunske domače športnike Andrejo Slokar, Valterja Birso, Ano Čufer in Marka Grosija. Živijo? Mi smo se že uvodoma dogovorili, da smo premladi, da se bi vikali, tako da se bomo tikali. In začeli s krogom za ogrevanje. Eno vprašanje za vse. Nešteto je vaših dosežkov, zmage v svetovnem pokalu za Andrejo Slokar in tista desetinka do medalje na olimpijskih igrah, pa klubski uspehi za Valterja Birso in tisti zgodovinski gol proti Američanom na svetovnem prvenstvu leta 2010, pa neverjeten rekord v teku na Triglav, kapo dol, Ana, 2 uri in koliko? 56? Sem si prav zapomnila? 52 gor in dol, to je res neverjeten uspeh. In zmaga na dirki državnega prvenstva v Idriji za Marka Grosija. Ampak to so zmage in uspehi, ki jih vidimo mi, amaterji doma na kavču. Kaj so pa za vas zmage, recimo če z vami s tabo začnem, Valter? Katera zmaga ali pa kateri gol se ti je najbolj vtisnil v spomin? Najprej pozdrav vsem. Ne bi rekel, da so neke zmage ali pa goli, v bistvu to neko potovanje skozi celotno kariero, skozi celotno življenje, no, kaj ga doživiš. Predvsem pred temu, da s kom ga doživiš, spoznaš ogromno ljudi, prijateljev. Tako da to je samo nek bonus, ki ga dosežeš. No, tisti goli, mogoče pa zmage ali pa dosežki na drugih področjih so samo vrhunec trdega dela, ampak vse ostalo je pa bolj pomembno, no, tisto, kar je okrog. Tako da jaz bi bolj poudaril vse ostale stvari, ki prihajajo pri teh zmagah. Andreja, a imaš v glavi kakšno posebno tekmo? Ja, lep pozdrav še z moje strani. Ja, prav posebno tekmo, dosti tekem je, na katere sem ponosna, no. In presenetljivo so tu tekme, na katerih nisem dala nekaj ful dobro, no. Sam so bile pa tekme v začetku, ko sem prišla iz tekem nižje ranga v svetovni pokal. In sem v bistvu tam sama sebi dokazala, da znam. In to je bil pa tisti preskok naprej, tako da jih je kar napadlo. A lahko veš za en kraj, recimo? Semmering, decembra, ko sem se prvič kvalificirala na tekmi svetovnega pokala. Potem sem padla sicer drugi tek, tako da brez rezultata sem. To je bila res ena tekma, ker sem prišla v cilj. In sem videla, da sem se kvalificirala in sem rekla, wow, jaz znam smučati. To je res en tak lep občutek, ker sem se res 7 let sem se matrala, ni bilo enega rezultata. In je tako lep občutek, ker končno dosežeš nekaj, za kar si delal. Pač tudi, če bi po na konci brez rezultata, sam si dokažeš, da lahko nekaj narediš, tako da... Ana, zdaj ste vi na vrsti. Katera tekma je bila za vas, zate največji uspeh? Najprej živijo. Jaz bi rekla da jaz si zapomnim tekme ponavadi najbolj ironično, kamor si najbolj trpel. Tako da na tistih, ki enostavno zmagaš, ne vem, nahreš nekaj čez sebe, se si vesel, si jih ne tako zapomniš, no. Tako da jaz najbolj sem se zapomnila tega, ker sem najbolj trpela. Tako da to je bilo svetovno prvenstvo v horskem maratonu v Podbrdi, ker sem dobila toliko žulov, da sem jih na konci mogli s skalpelom rezati. Jaz kaj še nisem vedela in 14 dni sem mogla v japonke hoditi.
In ekipna tekma v Italiji, štafeta Treli Fuji, ki meni tu, čeprav je tek pač posamičen šport, se najrajši kakšnih takih štafet udeležim, mi je ful boljšino v ekipi tekmovati. Marko, katera dirka je tista, ki je ostala v glavi? Ja, najprej lep pozdrav vsem še z moje strani. Ja, teh dirk je bilo kar precej, no, ampak mogoče bi rekel, prvo vrstitev bi rekel na generalni razvrstitvi med vsemi avtomobili v Poreču, ker res bilo težki pogoji, ogromno vode in sem takrat osvojil 3. mesto. Drugače pa je Rally Idrija, no, ko sem zmagal prvič med vso konkurenco. No. In če kar ostanemo pri tebi, kaj pa neuspeh? Kateri dogodek je tisti, ko se vam je zdelo, da se zvezde ne in ne poklopijo? Ja, sigurno sezona 2017, takrat je bilo, mislim, da kar 5-6 konkretnih, bi rekel, crashov, razbitin smo pripeljali domov, ena tudi celo v Ajdovščini, tako je tle na super specialu. Ampak ja, leta 2018 smo takrat z Davidom, z Zoranom Štegorcem, ne Davidom, no, na Sljemenu zletela približno 70-80 metrov po cesto pri 140 na uro in domov smo pripeljali avto, pač res samo v kosih in takrat sem mislil, da sem se reli karijera zaključila, ampak ja, nekako s pokrovitelji in z očetom smo čez 2 tedna vliže na dirke v Železniki. Čestitke. Kaj pa ti, Jana? A imaš v glavi kakšen neuspeh? Neuspehu je pač več kot uspehu na konci. V bistvu najbolj se spomnim Ultra Trail Vipava Valley, domača tekma, ki mi je šel ful slabo, bruhala sem na tekmo, vrtela se mi je. Na konci sem zvedela, da moram biti operirana z endometriozo, tako da ni bilo vse slabo, sem hotovila, da nek ne štima z mano, no. Samo, ja, to je bila po mojem najtežja tekma v mojem življenju. Valter, kjera je bila tvoja najtežja tekma v življenju? Vse so bile težke. Tako da, ne, dejstvo je, da pač tako, ko so tudi oni sami povedali, jaz ne smatram to kot neuspeh, v bistvu enostavno pride tudi do slabših trenutkov, ampak to ni neuspeh. Neuspeh je, če v bistvu se ne potrudiš. Tako da, mogoče sem jaz za tenek starejši od mojih sogovornikov, tako da z nekimi izkušnjami sem pač sam spoznal, da enostavno ni bom rekel, temu slabih tekem, če se ne potrudiš. Enostavno, če narediš svoje stvari, pridejo taki dnevi, ampak se samo lahko nekaj novega naučiš. Tako da sigurno sem imel slabe tekme, ampak ne pa neuspehe. Tako da na to pač poskušaš čim prej pozabiti in greš naprej. Andreja, ti skušaš pozabiti na Peking lansko leto? Ma ne, da ni probam pozabiti, no, ker vseeno je bila ena res nisem dosegla tega, kar sem hotela, no. Po drugi strani sem imela pa prej 2 meseca res zelo težka. In v bistvu je bila tudi ta prva tekma, katero sem se zbrala in sem odpeljala vsaj približno to, kar znam. In pač ni bilo medalje. Po drugi strani sem pa pokazala res prav en drugi nivo, kar sem ga kazala zadnja 2 meseca. Tako da ne, je bilo puno. Najbrž vse tle zbrane, vključno z nami, zanima, kdaj boš spet na belih strminah, kako je koleno? Jaz srčno upam, da konec maja meseca. Je pa res, da to je še delč, tako da pred majem mesecem ne bom hodila na sneg, ker bi rada, da enkrat, ko pridem nazaj, da bo tako, kot je treba. Nočem priti na sneg in potem moram razmišljati, moram pasti tu, ne smem tega. Jaz, ko bom prišla nazaj, bi rada bila 100% nazaj, tako da tudi, če bo zdaj trajalo kakšen teden, kakšne 2-3 tedne več, pač si bom vzela in ja, ko bom nazaj, bom nazaj. Vsi vemo, če ostanemo kar pri tebi, vsi vemo, da je smučanje zelo drag šport, sponzorji so najverjetneje dobrodošla stvar, na tvoji čeladi na veliko piše Leone, a poleg tega domačega podjetja še kakšni drugi ajdovski podjetniki te kontaktirajo, želijo sodelovati s tabo v zameno za to, da njihovo značko, njihovo ime nosiš na takih velikih tekmovanjih? Ne, v bistvu jaz imam poleg moja glavnega sponzorja Leone, ki je moj sponzor že odkar sem se rodila.
Imam v bistvu samo še enega sponzorja in to je Generali, ki se moram tudi zahvaliti, zato ker tam v pogodbi mi piše, da pač res moram objavljati na socialnih omrežjih. In jaz nisem jih ena taka, ker gosti objavlja in ki se rada izpostavlja, čeprav vem, da je to za športnika zelo dobro. Tako da sem hvaležna, da me malo pahajo naprej, ker vem, da nekaj moram narediti, tako da potem to naredim. No. Še dražji šport je najbrž vaš oziroma tvoj, Marko Grossi. Koliko je vredna oziroma po domače povedano, koliko stane rally sezona? Ja, to je jama brez dna, lahko rečemo. No? Tako da, ja, zdaj pač s tem dirkalnikom, ki je parkiran pred vrati, je sezona državnega prvenstva blizu 200.000 evrov brez nakupa dirkalnika. Tako da ja, pokrovitelji so kar velik del tega in pa pač bolje to, ker moraš biti, vsaj jaz sem in menedžer in voznik in vse v enem in moram pač se za sam skrbeti. Sicer imam doma odlično ekipo, ampak ja, ta glavni sponzor je, kot je rekla Andreja, tisti, ki je že od rojstva, to je oče, ne? Tako da firma doma in to mi največ pomaga. No? Vaš Hyundai je sicer poln raznih nalepk. Kako najdete sponzorje oziroma poenostavljeno, kje zberete denar? Ja, pač, tako bom rekel, sponzorji so, danes jih je težko najdeti. Največ je, mislim, da poznanstvo, kjer te lahko nekdo nekaj pomaga, reče, da vzate neko dobro besedo. Po drugi strani je pa spet, kot je rekla Andreja, niti jaz nisem bil nekaj, da bi se rad izpostavljal, preveč, tako, ampak na koncu te prisilijo pač dejanja in pač pogodbe in svoje obveznosti, da moraš tako narediti in enkrat, ne vem, potem moraš iti korak naprej in tudi s tem začeti delati in vlagati v nek marketing, ne pa samo bi rekel nabirati, no, in žet, moraš tudi kaj posijati. Na drugi strani za vaju Ana in Valter zgleda, da rabita sam en dober dres, pa ene dobre adidaske oziroma telovadne copate in da je to vse, kar rabita za vajen šport. Najverjetneje ni tako, če začnem s tabo, Ana. Videla sem, da ste bili del Salomonove ekipe, to ste mi prej povedali, da niste več. Kako ste prišli do njih in kaj pomeni dobra oprema? Ja, jaz sem pomen tle, pač jaz tle rabam najmanj opreme od vseh, tako da meni je malo lažje glede tega. V Salomon sem prišla, najprej sem bila v Salomon Slovenija, so oni mene kontaktirali, pa za Salomon International sem šla na eno tekmo v tujino in sem imela to srečo, da je bil menedžer od Salomona lih na zadnjem ceki tekme in imela sem srečo, da mi je tej tekmi šlo res, vse zvezde so se poravnale in me je opazil in pa so me tako sem prišla zraven. Glede opreme, pač ja, copati, ki pač so pulcene kot avto, smučke. Samo se mi zdi, da pri tejki je najbolj kot oprema, je pomembno, da imaš močno ekipo zadaj, kot rečemo Salomon je to bil, da na tekmah največ cajta zgubiš na krepčevalnicah. In tam je fajn, da imaš eno ekipo, ki pač tu skrbi, ti da vodo, da ni treba tebi se s tem ukvarjati. Zakaj si prekinila sodelovanje s Salomonom? Ali lahko to poveš, ali rajš ne? Ne, lahko. Jaz sem bila ful v dilemi, kaj ne naredim, ker Salomon je bil pač moj glaven sponzor. In vedela sem, da če z njim prekinem, bom pač nehala tekmovati na tako visoki ravni. Sam mi ni bil všeč njihov način dela, v Salomoni se v pač sklopi teka se v zadnjih letih zelo dosti reči spremenilo. Tudi ženske, kukar pravijo, da smo enakopravne, imamo enake pogodbe, jih na konci nimamo kot moški. In tu smo pač na konci izvedle in je 20 žensk šlupale tudi ven. In meni je bilo zelo težko pač promovirati nekoga, ki nima iste vrednot kot jaz. In zdaj si našla novega? Ja, lani sem bila brez sponzorja in sem sploh, v bistvu me je vse toliko zamorilo, vse skupaj ta šport, da nisem niti vedela, v bistvu trenirala sem več kot prej, nisem pa vedela, če sploh hočem tekmovati. Pa so me letos kontaktirali od Skota, trgovina Hrastca in sem se odločila, da bom pač spet probala. Super, čestitke, mi smo veseli. Valter, na drugi strani si bil ti v bistvu del ekipnega športa, kar pomeni, da se najbrž nisi samostojno dogovarjal s sponzorji ena na ena, ampak samo v tem tvojem velikem Milanu, če pogledamo sponzorje, to so Emirates, BMW, Puma, to so res veliki brendi. Kakšne so bile tvoje v bistvu marketinške obveze do teh podjetij? Ne,
še vedno se sam dogovarjaš s svojim sponzorjem, se pravi za obutev, če imaš, ne vem, ostale stvari, oblačila tudi izven nogometa, karkoli pa če imaš, ne vem, če imaš mogoče telefon, odvisno vse, kaj ima klub čez. Dejstvo je, da oni imajo te glavne sponzorje, medtem, kad ti imaš svoje sponzorje, se pravi kopačke, če nekomu odgovarja nekaj drugega, te noben ne mora prisiliti, da boš uporabljal tistih kopač, ker je enostavno za njih bolj pomemben rezultat samega igralca. Tako da še vedno se dogovarjaš, ampak ni pa to tisti, ne rabiš ti teh sponzorjev, bom rekel, za neko preživetje, ker je klub poskrbi drugače zate. Je klub tisti, ki enostavno mora pridobiti te sponzorje. Zdi se nam, vsaj nam, ko gledamo televizijo in vas vrhunske nogometaše, da s igranjem v teh elitnih klubih pridejo zdraven še neke zakonitosti. Dober avto, draga ura, lepa oblačila, a je to užitek, a je to v bistvu stres? Tako bom rekel, glede na to, da večina, no, pač, tukaj smo zdaj, potem je mogoče malo razlika nogomet. Nogomet izhaja iz tega, da je eden izmed športov, ki je dosegljiv čisto vsakemu, se pravi ene copate kopačke in greš pač na igrišče. In dosti je igralcev, ki prihaja iz zelo revnih okolij in enostavno, ko pride na ta neki vrhunec, oni začnejo pač, glava dela malo drugače, no, recimo, dosti se pozna pri Brazilcih, ne, ko pridejo nekdo iz favele, recimo, ne, ker imajo za brata kriminalca in pridejo v svet, ki začne služiti po par milijonov na leto in tukaj avtomatsko prinese eno z drugim, no, tam najprej moraš teči za svoje življenje, zdaj pa kar naenkrat imaš na razpolago kupiti Cliota ali pa Mercedesa, mislim, da bi se vsak odločil za Mercedesa, no, od teh fantov. Tako da tukaj je pač neka bolj mentaliteta sama, ki prinese to vse okrog. Potem je ta glamur samih mest, ljudi, ki delujejo pač dejstvo je, da nogomet je verjetno eden od teh športov, ki prinaša največ denarja in tudi ljudje, ki so tam okrog, potem se tako obnašajo. Tako da te ljudje spremljajo, oziroma igralci spremljajo te ljudi, vidijo, kako se oblačijo, vidijo, s kom se družijo in enostavno ne moraš biti na nekem nižjem nivoju, ker drugače ne prideš v to okolje, kar po eni strani je zgrešeno, ampak nažalost je pač to tako. Tako da je, po eni strani to pride zraven, enkrat sem bral celo, mislim, da je Zlatko Zahovič rekel, da je enostavno imel vrhunski avto za tega, ker pač ni hotel biti manj pomemben od nekega ostalega soigralca v klubu. Tako da pride nekaj zraven, tukaj ni kaj pa šport, dejstvo je, da če nočeš izstopati v negativnem smislu, potem delaš tudi kakšno, mogoče po eni strani tudi neumnost, ki ni v tvoji naravi, ampak to pač prinese to življenje zraven. Valter, ti si bil tudi del te slovite slovenske nogometne pravljice, torej del slovenske reprezentance. Kakšne so razlike med odnosom s sponzorji v Sloveniji in na drugi strani v Franciji in Italiji, kjer si igral? Dobro, razlika je ogromna, predvsem zaradi tega, ker vemo, da Milano ima 2 milijona prebivalcev, kar ima celotna Slovenija. Tako da tukaj pač treba se zavedati neke pomembnosti oziroma velikosti države. Po drugi strani pa tudi v tisti fazi, ko smo bili na svetovnem prvenstvu, nobenemu ni nič manjkalo. Normalno je, da se moramo zavedati, tako verjetno kot pri ostalih, vemo točno pri Andreji, če prehajaš iz Avstrije ali pa Slovenije, kaj pomeni to za smučanje. Isto je tukaj v nogometu, se pravi, zelo težko bomo v nekih sponzorskih, bom rekel temu, zahtevah ali pa karkoli že, lahko prišli zraven Italiji, Francija oziroma drugim bolj razvitim državam, ampak pač enostavno v temu, kar smo mi potrebovali, smo dobili vse, kar smo pač potrebovali in za tega ni bilo nobenega problema. Koliko se ti pa je zdelo, da si imel obveznosti v zvezi s slovensko reprezentanco in sponzorji? Ni bilo hudo. Dejstvo je, da enostavno prvenstvo prinese mogoče v tistem danem trenutku res malo več obveznosti, ampak to je še vedno druženje mesečno, nimaš vsak dan, recimo v klubu pridejo niso vsakodnevne obveznosti, ampak recimo ti razporedijo, ampak v primerjavi z reprezentanco je to dosti več.
Andreja, tudi ti kot članica slovenske reprezentance imaš obveznosti do sponzorjev, sploh pred začetkom sezone se mi zdi, da skačete ven z vseh ekranov. Koliko časa ti vzame in v bistvu a ti gre na živce? Ja, jaz imam v bistvu kar malo probleme s tem, ker jaz se nerada izpostavljam, jaz nerada snemam, se nerada slikam in potem imam kar probleme, no, in potem se res trudim pač, da naredim res tisto, kar je treba in nekaj več, če sem prav iskrena. Tako da, ja, je kar teh snemanj, no. In porej si Prej si povedala eno ful smešno anekdoto, lahko še enkrat poveš, ker ste snemali reklamo za Argeto. Ja, kakšna snemanja so taka, bom rekla temu zanimiva, no. V glavnem bilo eno snemanje za Argeto in jaz sem mogla, pač vsak je delal eno stvar, jaz sem pač delala sklece. In pač jaz imam ponavadi zmeri tako umirjeno faco, ker tudi trpim je zelo taka, zelo taka sproščena in taka. In v glavnem, fora je bila pač, da sem delala sklece, tam so meni flitali, da pač je izgledalo, da se potem zmešala in začnem delati sklece. In pole, te prvič ne je bilo urediti, te drugič ne je bilo urediti, te tretjič ne je bilo urediti. In po na konci sem jih naredila že toliko, da se je začelo kazati na moji faci. In jaz nisem upala več. Jaz sem delala v sklece, jaz na faci. Nisem trpela, jaz sem pomedela, pazi na obraz. Ne moram. Tako da kakšna snemanja, okej, so zanimive, bom rekla, no. Je tudi, da se malo potestiraš sam sebe. Ana, pri tebi je bil ful odmeven ta tek na Triglav in rekord. Nato si gostovala v številnih oddajah. Se ob takem uspehu sponzorji sami oglasijo, so te poklicali in ti predlagali sodelovanje? Ne. Zakaj ne? Mislim, ja, sponzorji v smislu, ne vem, ti damo izdelek, če narediš to. In ne vem, jaz se tega nahrem. Jaz pač promoviram to, kar jaz res pač uporabljam in v to verjamem in se nahrem nekega influencerstva zadaj. Tako da sem dobila pač kar nekaj ponudb, no, sam nisem prejela leh, ne vem, ponudb za kremic in ne vem koga. Take ponudbe, ki bi meni koristile, tega pa nisem dobila. Prej si nekaj razlagala zunaj, kako je s to slovensko reprezentanco. Zakaj pa z njihove strani ni večje podpore za gorski tek? Ja, tudi vse horske tekače zanima, zakaj ne. Ne, problem je, ker horski tek ima dosti panog, ni olimpijski šport. Največji problem je, ker ni olimpijski šport. In spadamo pod atletsko zvezo, atletika je olimpijski šport in tle je največji problem, ne. In pol gre v horski tek, gre najmanj denarja. Tako da v bistvu horski tekači pač se moramo sami znajti. Nimamo dobene podpore zveze. Tako da zato tudi dosti horskih tekačev pač jih ne boste videli, da tekmavajo na evropskih svetovnih prvenstvih, ker se enostavno ne splača. Ker ti tudi, če zmagaš svetovno prvenstvo, boš, ne vem, mogoče dobil 1000 evrov od zveze, samo da zmagaš ti svetovno prvenstvo, pač, ne, moraš biti res dober. Tako da je zadnji, koliko se boš ti potrudil, koliko boš ti pisal sponzorjem, koliko se boš, hardo rečeno, metil ven na socialnih omrežjih. In tu je velik problem horskega teka v Sloveniji. Torej, čeprav razumem, ti tudi na eno tekmo ne moreš iti z neko podporo zveze, da bi ti kupila letalsko karto, če nimaš sponzorja? Ne, lohrež. Zdaj imamo odvisno, no, ki je svetovno prvenstvo ali pa evropsko. Zdaj, na primer, nazadnje sem bila v Argentini in so nam dali pogoje, če si v prvi tretjini, ti krijemo pač vse stroške, seveda neč nimaš ti od tega, si na 0,0. Kar je pač tudi smešno, ker ti se boš za svetovno prvenstvo, če greš na Argentino, se boš pač res pripravil, ne. Sam ja, vsaj ne greš v minus. Sam jaz sem pač tam bila na štarti in sem se sekirala, in če ne prijem prvo tretjino, kako bom jaz plačala kot študentka ta let. Tako da je bilo zelo stresno, no. Pa tudi takrat sem bila v redi pripravljena in sem prišla prvo tretjino, ma sem tudi vedela, in če dobim lih ta dan, ne vem, menstruacijo, na primer. Ali pa, ne vem, karkoli se lahko zgodi, lahko si zgledam ležem med tekmo, ali bom jaz vračala 2 jurja, zato ker sem šla zastopati Slovenijo, pač ni fair, ne. Marko, kako je pri tebi? A naslov državnega podprvaka sam od sebe prinese nove sponzorje? Ne, nikakor ne, to pa res ne. Zakaj pa ne? Zato, ker mislim, da je ta šport v zadnjih
15-20 letih kar porinjen zelo v zadje v Sloveniji. Sicer lani je bilo na Slovenija 2 celo neke reportaže, ampak zdaj letos prav nič o tem in mislim, da je ta šport zelo na stran porinjen. No, tako, mislim, v občini Ajdovščina je res eden najboljših relijev v Sloveniji, kjer mislim, da je tudi na trostni preizkušnji po mestu največ gledalcev. V reliju pa sponzorji, da te bojo sami poklicali, tega se ne zgodi. Še tiste, ki pokličeš, so težko kaj dogovoriš, tako da tega ni v reliju. Prej si že omenil, da si enkrat zaradi poškodovanega avta razmišljal o tem, da to pomeni konec kariere. A to je bilo v povezavi s tem, da te je bilo strah, ali da si se bal, da ne bo več denarja za popravilo in za novo sezono? Ja, mislim, bal, pač tako, no, do enega še 3 leta nazaj, bom rekel tako, do 25 leta, jaz straha nisem poznal, no. In ogromno krat smo prišli domov brez kakšnega kolesa, kakšen bok je bil povit, ampak potem pa nekako sem se tu malo poštimal in pač tudi na ta način pridobil kakega sponzorja, ki se vidi, da imam neko konstanto, sem hiter, da prihajam v cilj. Mi pa je bil seveda vedno največji izziv z dosti slabšim avtom biti v cilju čim više. In tu sem dosti krat mi je uspelo, se pa je zgodilo tudi, da mi ni uspelo in potem so take posledice. Je pa res, da ko si enkrat v dirkalnem avtu, če študiraš, kaj bo, če udariš, mislim, da je težko dirkat, ker imaš že ogromno dela sam s sabo in kot sem povedal prej, jaz smo še privat avtomobil, ga ne rentam in moramo doma vse to pripraviti. Avto smo zlagali še včeraj po noči, tako da sem ga lahko danes sploh sem pripeljal in tako da ogromno potegne vse za sabo. Imam pa to srečo, da sem pač v tem zastopam Ajdovski klub že kar nekaj let in tu mi Silvan Lulik ogromno pomaga, vsaj z nasveti, kako pristopiti do sponzorjev in vseh in bi se rad vsemu iz Ajdovskega kluba res zahvalil. Prej si že sam nekaj rekel, veliko pri promociji naredijo mediji, na nek način najbrž vsi pričakujemo, da bojo to naredili tako, kot si rekel, tradicionalni mediji, Slovenija 1 ali pa nekaj podobnega, ampak se to ne zgodi. Ful bolj atraktiven se mi zdi, da je reli na družbenih omrežjih. Zakaj misliš, da je tako? Ja, mislim, bom pogledal z druge strani, mlajša populacija, vemo vsi, da je večinoma na spletu, ne. Pač malo ljudi poznam, da ob 7 pogleda Dnevnik, ne, tako mladi. Zato mislim, da je to najbolj na spletu izpostavljeno in se tam največ tudi prepoznavnosti pridobimo. Je pa res, da mediji so, bom rekel, relativni dragi in treba nekaj denarja v proračunu, ki ga imamo ali v budžetu, odstopiti tudi za njih, tako da se lahko promoviramo. Zakaj nacionalke ne stopijo zraven k temu športu, ne vem. Vem, da smo imeli dogovore, tudi zveza, ampak nikakor niso prišli skupaj. Mislim pa, da je najbolj pomembno, da se medijsko dvigne ta nivo, ker potem bi tudi lažje pridobili določene sponzorje. Andreja, na drugi strani vidimo, da vse več smučarjev ali pa nekdanjih smučarjev skače ven iz vseh družbenih omrežij. Če pogledamo samo Lindsey Vonn ali pa Jureta Koširja, praktično dan na dan objavljata reklamo za reklamo. Vi na drugi strani, kot ste že povedali, tega ne delate radi, zakaj ne? Ja, ko sem že prej omenila, jaz se ne maram slikati in se ne maram snemati, se ne maram izpostavljati in priznam, da to je moj velik minus, no, ker bi se lahko tudi sama sebe malo bolj prodala in se ne znam. Mislim, ne, da se ne znam, se zelo martram, tako. Tako da to je en kar tak velik problem pri meni, no. Imaš zaradi tega težave s sponzorji? Ne, ker tako, kot sem že prej rekla, pač generalno sem zmenjena, tako da potem pač imam določene objave, imam vse, tako da ne, pač kar moram narediti tudi, ne vem, od mojega spremljevalca za smuči, tudi tam smo snemali reklamo, vse sem jo posnela, saj ni da jaz ne delam stvari, delam, sam pač tega tako ne objavljam na socialnih omrežjih. Leone ti pa ne drži. Ne, tle pa moram reči, hvala Leone. Walter, zdaj ko gledaš nazaj, ti si že prej rekel, da si malo starejši od njih. Takrat, ko si ti bil v največjem vrhu, najbrž niso bila še tako popularna družabna omrežja, kot so danes. A se ti zdi
da so igralci zadnja leta bolj obremenjeni s tem, kot so bili včasih? Ne, bolj je mladina obremenjena. Pač igralci vsaj te na najvišjem nivoju imajo to preskrbljeno drugih ljudi, nimajo oni dosti veze s tem. Pač sigurno to uporabljajo, ampak ne na ta način, da bi oni to promovirajo drugi ljudi, za kateri skrbijo za njih. Tako da pač mi smo še zmeraj v nekem okolju, ki moramo res si sami poskrbeti zase, oziroma če želiš biti aktiven, moraš biti res dobesedno aktiven pač in biti za tistim telefonom non-stopno. Mislim, da tukaj, kar sem jaz zdaj poslušal, vidim, da smo se kar dobili eni taki, ker nismo lih najbolj... Hejterji. Nismo lih taki influencerji, ja, da bi izkoriščali te situacije, ampak okej, so take pa drugače, no, je pa takrat, ja, v tistih časih mislim, da ni bilo še niti blizu tega. In zdaj nekateri pač res pridno izkoriščajo, je pa pač vsak posameznik mora odločiti, ali je to okej ali ni, no. Ana, je gorski tek v tujini šport, ki je bolj promoviran in bolj zastopan, recimo tako v tradicionalnih kot netradicionalnih medijih. Misliš, da je tam lažje pritegniti sponzorje? Ja, sigurno, no. Tako, če gledam, so tekmovalke, naprimer, imajo pa tu, ne vem, isto podobno dobre kot jaz, naprimer, imajo precej boljše pohodbe, precej boljše sponzorje. Sam po eni strani, ne vem, meni je rekel menedžer od Salomona, mi je rekel, gleda boš na koncu leta ful boljši kot ta Nemka, če boste tam, bomo vzeli Nemko, ki je Nemčija večji trg, ne. Tako da pač mi je jasno, Slovenija je majhna in mi je jasno, da so tle slabši pogoji kot v tujini. A se ti zdi, da tekačice primerljivega kova s tabo v tujini lahko živijo od športa? Problem gorskega teka je, ker se zahteva od gorskih tekačev, da so zraven še influencerji. Ker pač drhači ne gre, ni olimpijski šport. In recimo Salomon, idealna oseba za Salomon je tu nekdo, ki je ful aktiven na pač socialnih omrežjih, ful rad govori, ful se rad slika in tu je lahko velik problem, no, če ti tega ne maraš, no. Tako da je v bistvu, se gre več toliko, koliko si ti dober, ampak koliko rad objavljaš, koliko rad se slikaš. Kar je kar žalostno. Kaj pa ti, Marko, kako bi ti dvignil zanimanje za reli z vidika zanimanja mladih kot prvo, da bi se v ta šport vključili, po drugi strani sponzorjev in po tretji strani medijev? Kaj bi bilo treba narediti? Ja, mladi imajo sigurno zanimanje, je pa že, bom rekel, nek začetniški program tega športa kar precej drag, ne. In to je največji problem, da pač če doma sej jaz pravim tako, ne, talenti največji na svetu, tudi za reli so verjetno lahko v bilo kateri državi, sem pač niso uspeli prijeti tam. Vsak je danes v VRC-ju, so imeli starši že pred 10 leti in hišo v Monte Carlo in vse, da so lahko sploh tam prišli, ravno tako je v Formuli 1. Tako da govoriti o nekih talentih, tisti, ki ima denar, se ga potem še malo dodela, malo je talent, malo se ga dodela. Če ti lahko vsak dan sediš v dirkalniku, boš sigurno hiter. Tako da to je največji problem, finance. Je pa res, da v slovenskem avtomotošportu je velik problem, ja, da je zanemarjen, če lahko tako rečem, se ga nič ne izpostavlja. Je pa res, da jaz bi bil dirkač, ne influencer, ne, tako da, kot je rekla Ana, tudi ona bi lahko malo firmo doma promovirala, pa ne, to ni všeč isto tako meni in jaz bi bil dirkač, ne influencer in tako mislim, da vsak športnik bi mogel biti. Če bi ti hotel prestopiti zdaj eno stopničko višje in se uvrstiti oziroma tekmovati v Evropskem prvenstvu v reliju, koliko denarja bi to za sabo potegnilo? Ja, imel sem neke ideje, da bi pač nastopil vsaj na eni ali pa dveh dirkah s tem dirkalnikom, ampak ja, vse bolj blizu je 500 000 nekje sezona, ki lahko pelješ teh 11 dirk, tako da takrat v junior programu smo mislili peljati junior VRC, pa je bilo tudi, mislim, da nekaj preko 350 000 evrov, tako da nisem se nikoli uspel dokopati do takega nivoja, sem pa vesel, tako da dirkam na državnem prvenstvu, ki je tudi, bi rekel, kar visok nivo zadnja leta, grem tu pa tam nekako dirko v Italijo, Hrvaško in mislim, da je v Italiji res močna konkurenca in lani je bil tudi, sem bil na eni dirki predlani, kjer
bi rekel, sem prišel kot Slovenc, noben ni niti pogledal, po 3 hitrostnih preizkušnjah sem prevzel vodstvo in takrat so malo me začeli fantje spremljati in res je bila odlična dirka in take dirke ostanejo v spominu, no? Ko presenetiš nekoga drugega. No? Super. Andreja, v času svetovnih pokalov in prvenstev se družite s člani tudi drugih reprezentanc, najbrž vidiš tudi njihove obveznosti do raznih sponzorjev. Kakšne so razlike recimo med Slovenci in Italijani? A Italijani tudi delajo sklece za barilo? Ne, lahko da kuhajo paško. Ne, hecam se. Ja, no, sploh Italijani, no, ker tam malo bolj vem, kako jim je to poštimano, pač oni imajo prav 3 dni, oni so imajo 3 dni in v teh 3 dneh posnamajo vse, kar je treba. Je pa res, ne, da pač je italijanska ekipa, če se pogleda njihove bunde, oni nimajo 15 sponzorjev, ko jih imamo mi, ne. Oni imajo res 3 sponzorje močne in na koncu jim je pač samo za 3 sponzorje za posnet. Tako da pač se malo razlikuje. No. Sam to upade, ta snemanja upadejo ponavadi pred začetkom sezone, ko imate vi največ dela športniki. Gre to na živce? Ali veste, da to je treba narediti? Ja, mislim, so pač eni, ki malo bolj uživajo, smo eni, ki pač ne. Je pač ena stvar, ki jo je treba narediti. Ne vem, pač moraš se zavedati, da to je treba narediti tudi zaradi tega, ker pač en sponzor ti zahteva toliko dni, drugi sponzor ti zahteva toliko dni, smučarska zveza ti zahteva še toliko dni in na konci ti pobere to res toliko dni. Sploh zato, ker ne vem, snemanje, na konci ni snemanje 3-urno snemanje, ampak je 8-urno snemanje. Se pravi, ti tisti dan ne moreš trenirati, ne moreš nič. In če ti, ne vem, pobiraš, ne vem, da moraš 15 dni ali pa 20 dni, je to 20 dni brez treninga. Poleg imaš zraven še, moraš narediti tu in na konci ti pobere res 20 dni, ki bi ti lahko treniral. Tako da je zelo težko dobiti neko ne vem, bom govorila zase, jaz zelo težko dobim neko mejo, kaj bi naredila in kako točno bi naredila, da lahko fajn treniram in da ne sem preveč izčrpana ali ne, in se moram govoriti, malo se še lovim, no. Na koncu, ko prideš v cilj, so na rami, ko daš izjavo, vedno naslonjene Nordica smuči. Kaj bi se zgodilo, če jih ne bi bilo? Ja, Nordica, jaz se moram res zelo zahvaliti, ker 4 leta, zadnja 4 leta me res stoji ob strani. Ja, pač v smučanju je to tako, no, da ti pač ti ene smučke moraš imeti, tako da v bistvu enkrat, ko se slonom pokali, si moraš v bistvu sam zbrati, kjer bijo, tako nekako to gre. Tako da jaz priznam, da imam veliko srečo, ker sem edina ženska v svetovnem pokali, ker imam Nordico in imam tukaj Karen, sem zaradi tega kar malo bolj močna, no, ker imam pač lahko postavim kakšne pogoje in se mi malo bolj prilagajajo, tako da tle imam res eno veliko srečo. No. Pa je to v bistvu obveza, da morajo biti smučke v kadru vsakič? Ja, je kar, no. Tudi se mi zdi pošteno, glede na to, ker to vseeno. Pač pri nas opremljevalci so tudi hkrati sponzorji, ne. Tako da pač, za smučke imaš svojo pogodbo za pancer, imaš svojo pogodbo palce, očala, čelada. Tako da se mi zdi tudi fair, no. Pač da, če ti že dajo vse materiale, ker smučke to niso poceni, ne. In pač ni, da zdaj imam jaz 2 para smučk za disciplino, ne, pač jaz imam, jaz sem tehnične discipline, se pravi sam slalom in velesalom in imam 30 parov smučk. In nisem ena izmed tistih, ki jih dosti troši, tako da sem še ena pri tista, ki jih ima res malo. Tako da se mi zdi fair tudi, da pač za sponzorju, da pokažeš, kaj vse imaš, no. Zdaj eno vprašanje za vse. Jaz sem pred kratkim govorila z enim uspešnim primorskim oziroma goriškim podjetnikom in sem ga vprašala, zakaj ne daje denarja za športnike. In je rekel, da v bistvu ne ve in da ga bi z veseljem dal nekomu, ki ga osebno pozna. Ali je sploh možno, da pri vaših karierah vzpostaviš 1-na-1 stik oziroma da greš z nekom, ker je dober podjetnik, 2-krat na leto na kosilo? Valter, če začneš ti.
Mislim, da bi se dalo, ja, sam ne vem, kam bi to peljalo, pač, se pravi, to je za nek, mislim, sicer dobro vprašanje, ampak zdaj, kaj bi s tem razvil, je spet neka druga stvar, no, da nekdo kupuje tvoj čas, to je pa spet vprašanje samega posameznika. Pač osebno menim, da če nekdo hoče vlagati v mene, če sebe postavim za primer, pač želim, da on ceni to, kar jaz delam, ne pa mojo družbo. Tako da se v končni fazi tudi sponzori sami, če ti vzpostaviš neko dobro pristno sodelovanje, postaneš neki prijatelj oziroma kolega, no, rečemo, da so prijatelji mogoče malo bolj pomembni, ampak in se še vedno druži z njimi in je vse, da bi pa zdaj nekdo kupoval čas posameznika, mislim, da pa to že malo tako, res bi mogla biti neka nuja samega posameznika, da bi to sprejel, ampak ne vem, nisem neki pristaš tega takega načina sodelovanja, ampak se pravi, vsak ima nekaj svoj pogled, tako da če bi s tem nekomu pomagal, potem pač hvala Bogu. Marko? Ja, se polno strinjam z Valterjem, ampak v našem športu pa je to čisto malo drugače, no? Tako da, če nimaš poznanstva, boš težko dobil sponzorja in mislim, da moram 2-krat na leto narediti kak piknik doma, da pogledajo morje, pa pol tu se pripravi še za drugo leto, kak evro, tako da se strinjam z Valterjem, da ima polnoma prav, ampak v našem športu je pač tako, da sključno tudi vse nalepke, ki so na avtu, so to neki, bi rekel, poslovni partnerji ali pa prijatelji, no? Tako, ki imajo pač, bi rekel, nekaj denarja več, dobro delajo, podjetja in dobro funkcionirajo in potem lahko nekaj odmerijo tudi zame, no? Andreja, kaj pa ti misliš, Leone bomo zdaj izključili, ne, pri tej debati? Ja, no, mislim, se je tak, v vsakem primeru je pač en sponzor, da ti da, ne vem, denar, ti v zameno moš nekaj narediti, ne. Samo vprašanje, kaj zahteva od tebe. Pač eni sponzori zahtevajo malo več, eni sponzori zahtevajo malo manj. Pač je na tebi, da se odločiš, koliko si pripravljen žrtvavati ali svojega časa, ali ne vem, pač da nekaj narediš. Tako da bi ti imela 2-krat na leto 1 uro za kosilo z XY sponzorjem? Jaz če tako pogledam, no, da prav izpostavim Nordiko, na primer, ker pač tudi na vsegi tekmi so pole, jaz zmeraj z mano en na štarti od Nordike, če se mi zgodi kaj na pancerji ali pa, ne vem, za smučke ali pa kaj. Tako da mi gremo doskrat kaj na pijačo ali pa kaj pojest, ker je lepo. Je pa res, da tu je zraven dela. Ne vem, težko rečem, odvisno, ne vem. Ana, bi ti lahko zraven študija in treninga dala še čas sponzorju, zato da te 1-na-1 spozna in da se parkrat na leto s tabo pač dobi na neki večerji kosilo? Mislim, ja, se jaz to delam, zato ker pač v horskem teki drugače ne gre. Sam se mi pa zdi, da drugače 2-krat na leto res ni dosti in se mi zdi tu uredi način, da osebo vidiš, uživo je vseeno drugače kot prek mailu ali pa telefonskega klica in se mi zdi, da so tebi pač sestanki zelo produktivni in lahko uredi pogoje skupaj določiš, no. In se mi zdi ta oseben stik pač ful uredi, no. Česa bi si ti želela v prihodnje na področju marketinga oziroma tudi na področju delovanja slovenske reprezentance v smeri gorskega teka? Ja, meni se zdi, da si vsi horski tekači želimo, da bi zveza, da bi boljši sodelovali, no, in da bi se postavilo jasne pogoje in discipline malo uredilo, no, ker jaz pač tekmujem horski tek in še zdaj mi niso jasne vse discipline. Tudi, na primer, ne vem, svetovno prvenstvo so kar spremenili lani, so dodali discipline, tako se jih ful spremenja. Najbolj si pa želim, da bi se ločilo športnike od influencerjev. Meni res težko gledam, jaz sem imela zelo veliko srečo v športi, da me je Salomon opazil in da rada slikam in da sem jaz pač v naravi in da lahko delam tisto sliko gor in meni je to enostavno.
in za Salomon ni toliko zahtevo, niti da toliko objavljam, tako da sem imela zelo veliko srečo. Mi je pa težko gledati mlade horske tekače, ki nimajo take sreče, pa so pač zelo perspektivni in zdaj je dosti teh novih znamk, ful grejo v promocijo in ful promovirajo influencerje, ki so dosti v horah, pač se lepo, ne vem, naličijo, kar mi je zelo smešno, ker rado hode naličeno v hore. Pač in sam te slike dobijo ful všečku in dobim pa na pomisle, a je ta šora res šla z rdečo šminko v gore, ne vem. In mi res težko, no, da se vlaga v take influencerje, medtem pa pač perspektivni mladi športniki nimajo, ne vem, si morajo sami copate kupavati, no. In tu si ful želim, da bi se spremenilo. Marko, kaj bi ti spremenil, če bi lahko? Ja, tle se popolnoma strinjam, da pač influencerji so influencerji, športniki pa ne bojo športniki, no, tako da, ne vem, rad bi malo boljše sodelovanje tudi z našo zvezo, ki mislim, da ne sodelujemo ravno najbolje. Ne vem, če so kdaj v zadnjih 3 letih podprli kakega dirkača pri bilo kateri disciplini in da bi tle lahko najdli neko skupno besedo in mogoče potem lahko tudi uspemo, kot sem pa prej rekel, mislim, da prva stvar je medijska pokroviteljstvo, da bi lahko, mislim pokroviteljstvo sodelovanje, da bi lahko potem tudi naprej sodelovali boljše. Andreja, imaš ti kakšne posebne želje za prihodnost, kako olajšati ali pa vzpostaviti boljše odnose s sponzorji? Ja, bom rekla, da v mojemu primeru je malček, mislim, v enih pogojah je lažje, v enih pogojah je težje, zato ker, ko sem rekla prej, smučarska zveza pri nas ima res dosti sponzorjev. In ti, ko alpski smučar, ne smeš iti kontra sponzorjem smučarske zveze. Tako da je kar, na konci ti ne ostane dosti izbire več, kaj lahko, kjera sponzorja imaš lahko ti in kjer ga ne. Tako da tukaj smučarska zveza mislim, da bi nam lahko pomagala in ne vem, ali da se delimo sponzorje ali pač, da jih ima, čeprav to je zelo težko, to je tudi razumem smučarsko zvezo, kot je vanje rabe denar, ne. Tako da, ne vem, malo kočljiva situacija, no. Valter, ti najbrž spremljaš tudi slovenske klube. Kje se ti zdi, da so trenutno rezerve v primerjavi s svetom in s klubi, ki si jih videl v tujini? V številu prebivalcev? Ne, mislim, fajn bi bilo, da bi se komunikacija spremenila, no. Pač mislim, da se zelo malo pogovarja, zelo malo je tudi ljudi v gospodarstvu, ki sploh ne razume, na kakšnem nivoju recimo so te športi, da bi recimo prišli mogoče, ne vem, in klubi in vsi govorimo, ne samo en nogometni, ampak vsi športi na splošno se nekako se pogovarjati, imeti nek skupen cilj, kako pomagati pač na končni fazi vsem športom, no, ne pa mogoče samo enim. Je pa dejstvo tukaj, da je toliko različnih športov in toliko različnih stvari in je zelo težko pač definirati mogoče, kaj bi bilo tukaj najbolj pametno. Je pa res po mojem komunikacija prva stvar, ki bi bila zelo potrebna, no, da se v bistvu razvije neka ideja, na kakšen način bi bilo pač športu fajn pomagati. Dejstvo je, da ni enostavno pomagati, pač že vsak šport v končni fazi razvijaš mogoče želje samih posameznikov ali pa recimo klubov in tukaj vemo sami, da pač so vidni cilji mogoče samo na uspehih, nikjer druge ne, pač nič ne boš s tem ustvaril, ne boš imel od tega nekega viška pa karkoli, ampak samo nek dosežek, ki pa dosežek enostavno ti ne vrača tega vložka nazaj. Tako da tukaj pač neka komunikacija in zakaj je to pametno narediti, po mojem najbolj pomembno. Imaš kakšen nasvet za gospodarstvenike? Kaj lahko dobijo od tega, da podprejo en klub ali pa enega športnika? Zdaj, če gledam samega po sebi in to recimo, da vem sam, da od majhnega sem nekako bil na igrišču, treniral zato, da bom zapolnil neko notranje veselje oziroma in ko je enkrat se to zgodilo, je pač napolnjeno mogoče v določenem trenutku dosti ljudi se je veselilo na ta račun, no, v bistvu od neke želje, ki je prišla, ko sem bil star 5-6 let, mogoče da bom enkrat igral na svetovnem prvenstvu in od tega še mogoče 20 tistih prijateljev, ki smo jih skupaj
potem dosegli ta uspeh, nekako se je veselilo ogromno število ljudi zraven. Tako mislim, da vsak uspeh, ki pride danes, ne glede na to, kdo ga doseže, razveseli ogromno število ljudi in pač v tem primeru mislim, da gospodarstveniki z neko pomočjo pač bi razumeli, da ko bi prišlo do teh uspehov, bi razumeli, da so bili res ena pomembna točka noter in mislim, da bi jim to kar dosti pomagalo, recimo nekako pri tej doživljenju, oziroma ves verjamem, da gospodarstveniki imajo ogromno stvari na glavi in verjetno več stresa kot pa miru, tako da mislim, da ta stres se zelo hitro zna pomiriti z enim taki dogodki. Ana, kaj lahko gospodarstveniku oziroma nekemu dobremu podjetniku prinese sodelovanje s tabo? Ja, odvisno pač, za kaj se gre, no, kakšna firma je, se mi zdi, da pač, mislim, ja, to je glavna stvar, z vsakmu se da neki zment, ki bi bil za njih najboljši, ne vem, itak osnova je pač, imaš dres, na dresi logo in tako, to res vsi to delajo, jaz mislim, da se lahko sodelovanje ful boljše razvije, že naprimer, ne vem, primer, če bi imela sponzorja, ne vem, Leone, naprimer, lahko grem vsak mesec, prvi petko meseci zjutraj se gre laufat po Vajdušni in so zaposleni zadovoljni, dobra reklama za firmo, jaz se razhibam, mislim tako, pač ful je enih možnosti, se mi zdi, da je na koncu, da sem jaz zadovoljna in sponzor, no. Meni se zdi, da so vsaka bi se lahko nekaj zmenilo, no. In tudi po Horskem teki, pač tudi, da dobiš ti neko podporo sponzorja, v Horskem teki so tu zelo majhni denarji, ne, tu za firmo ne bi bilo neč v bistvu, no. Tako da ni drag šport. Andreja, a Leone pozna vsa smučarska elita? Vsi vejo, kaj je to? Ja, kar je. Sploh zato, ker letos pač, ko sem poškodbena, ne, pač sem bila na parah tekmah in sem s sabo ponesla tudi čokolado in sem jo delila tam in tako so vsi bili veseli. Tako da pač sem jih še malo razveselila, tako da ja, že prej so vedeli, po tej čokolade in tako so vsi veseli. Sladoleda na žalost na moč dosti kuli, ne, zdaj pa kaj še čokolada. Zdaj pa mislim, da ni človeka, ki ga ne razveseliš, no. Super. Marko, a imaš ti kakšen nasvet za gospodarstvenike, za uspešne podjetnike, zakaj bi morali investirati v revi? Ja, mogoče te, ki vsaj nekako so v nekih panogah bližnji, bi rekel benzinu ali pa nekem gorivo, bi lahko malo več investirali, ampak mislim, da danes ključno se gleda promocija in noben ti ne bo dal nič, če nič ne vrneš. Tako da z nekim določenim sponzorjem imam, ne vem, za par zaposlenih, vsaj vodje, naredim nek dan, ki si vzamem, zaprem cesto in pač neke vodilne peljem, da doživijo to od blizu in to sem vedel, da je ena super izkušnja, so potem kar vsi pritiskali drugo leto, da mi tudi pomagajo in so spet organizirali ta dan in so bili vsi veseli, tako da mislim, da če se sodeluje, se da potem nekaj na koncu polet. Je pa res, da vsi gledajo oglede na Instagramu, Facebooku in družabnih omrežjih. Jaz sem z vprašanji prišla počasi v koncu, ura se tudi premika k koncu našega tajminga, ampak imamo še čas za vprašanja publike. Še vprašanje? Ni vprašanje? Ne, vse smo očitno povedali. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za družbo, upam, da so nas slišali in da se vidimo še kdaj v kakšni podobni konferenci. Hvala. Tako, hvala vsem, ki ste bili na odru. Ne odhajajte nikamor, čez dobrih 2 minuti pride na oder gospod Tomaž Ambrožič, tako da kratek premor, da se malo preuredi stvar, potem pa gremo naprej. Hvala še enkrat.